Ljudje in ljudine, poslušate 193. epizodo podcasta Obot in prvo epizodo meseca Westerna. To je podcast, katerim za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, oropali banko in odjahali v daljave. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, howdy, Igor Harp. Iha! In Aljoša Hrlamo, ki ne bo poskušal. Tokrat brez gosta, nič manj gostobesedni. Današnja epizoda je, kot sem povedal, uvodna epizoda v letošnji tematski mesec, ki ga posvečamo Westernu. Govorili bomo torej o tem, kaj Western sploh je, ali celo kaj je bil, kakšen je naš odnos do Westerna in kaj lahko pričakujete od letošnjega tematskega meseca. Tokrat povsem brez kvarnikov, zato lahko poslušate tudi detki in babice z vnukinjami in vnučki. Maestro, tista, ki se začne z To je to. Ja, tako se to zapiše. Ja, tako se to zapiše. Z vsemi labiali. Ja, skratka, delamo mesec Westerna. Jaz mogoče za začetek se malo pravičim, predolgo sem stal pred hladilnikom in gledal vanga in sem malo se prehladil. Sred julija, ko tole snemamo. Drugač pa mesec Westerna, to nekako po moji izbiri, jaz sem to izsilil, tako da se opravičujem že naprej, če bom največ govoril v tem mesecu. The summer of Aljoša Intensifies. Ja, nekaj takega, ampak ja, danes delamo... White boy summer. Ja, to se že za tistega, ki se tega spomnil, ni dobro končala, tako da mogoče tudi nehajmo zame. Western, zdaj, če boste odprli pojmovnik, ki ga imate vsi doma, tako kot se spodobi za naše velike oboževalce, boste videli, da gre za film oziroma serijo. Jaz bom večinoma govoril o filmu, ker bomo delali predvsem film. Ker noben, a je kdo od nas gledal Deadwood? Ne. Niti Deadwood, niti Yellowstone, pa ko sem bil mlad, gledal Bonanco, pa Hišico v preriji, pa še par teh stvari. Okay. Pa risanko Lone Ranger, to mi je bilo super. Aha, ok, Lore, ja. Ta zadnja stvar, ki sem jaz pogledal od Western serije, pa ta Outer Range, ki je glikar druga sezona na Primu, z Brolinom. To je v sodobnosti pa z... Mislim, vse teme ima noter, ki jih bomo omenili, ampak ima pa sci-fi crossover. Ja. Ok, super, bomo omenjali pri crossover žanrih. Skratka, Western je film, večinoma film bomo, ker bomo o tem govorili, zgodbo, ki je postavljena na divji zahod, to je druga polovica 19. začetek 20. stoletja, zahod, ko rečem zahod, mislim zahod ZDA, da se razumemo. Gre za krovni žanr, ki v ta dogajalni prostor in čas vnaša elemente akcijskega filma, najpogosteje streljačine, pustolovskega filma, kriminalke, najpogosteje podžanra vigilanta in spizdjotke, to je, se pravi, roparski in revolveraški, bomo temu rekli, film, pa tudi vojnega filma. Western je bil izjemno popularen v prvi polovici 20. stoletja, nato se je začel počasi umikati v ozadje, o tem bomo govorili pri zgodovini Westerna. Westerna, najpogostejši lik Westerna je nomadski kavboj ali revolveraž, ki jaha konja, to je zelo pomembno, in je oborožen s pištolo ali puško, ter je tipično oblečen v jakno iz jelenje kože ali dolg svetlo-rjavi plašč, telovnik in pod njo srajco, obut v kavbojske škornje z ostrogami, ne z ostrigami, tako da lepo prosim, Okay. Nisi dvigoval libida, nadet ima široko krajni klobuk, okrog vratu pa ima ruto, s katero si lahko pogrije usta, da se zaščiti pred prahom ali prepoznavo. Cool. Ja. Najpogostejši tipi likov Westernov so poleg kavbojcev in revolverašev še indijanci, mehičani, banditi, kadar ni to eno in isto, šerifi, prostitutke, lovci na glave, pokeraši, vojaški konjeniki in pijanisti v zanikrnih salonih. Če smem, Ja, seveda. zdaj glede tega termina indijanci, zdaj načeloma se je padel iz rabe v zadnjem času, ne? In se temu reče ameriški staroselci. Tako. Ampak v tem kontekstu se mi zdi, da imaš prav kavbojci in indijanci kot vez in pomeni tudi partizane in domobrance.
Ampak Prav gotovo pomeni tudi to. Ziher, ja. Wow. Okay. Ampak kaj bomo potem mi furali tule Indijanci zato, ker je del žanra? Jaz mislim, da bomo furali nekako oboje hkrati. Jaz mislim, da Indijanci je posebej, kadar govorimo o stereotipni podobi Indijanca, veste, lahko uporabljamo Indijanci. Drugače, jaz bom načeloma govoril tudi jaz staroselci, ampak jaz mislim, da tukaj prav gre za Indijance, ker tako, kot sem rekel, bomo govorili dosti tudi verjetno o stereotipizaciji staroselcev na ta način in tega je bil western žal poln, čeprav ne toliko, kot sem jaz mislil, saj ne ta klasika, ki jo bomo mi obdelovali. Ja. Mi to si tiho, to še kaj? Ne. Dogajalni prostor skratka predstavlja zlasti odprta prerija, zasneženo pogorje, razbeljena puščava, ponavadi v Italiji ali pa Španiji, že omenjeni saloni, majhna mesteca železnica, vojaške utrdbe, indijanske vasi, ranči in podobno. Stalna tema... Salon, ne pozabi salon. Salon. Že omenjeni saloni piše. Ne, Saluni, verjetno bi mogli. Okay, ja. Domnevam, da salon ni slovenski. Ja, najbrž niso šli pri Česki štimat. Ne? Ja, tudi brivski salon. Brivski salon pa je pogost. Pač salonski levičarji. Ja, skratka, stalne teme so družba na robu sveta, na pol divini, na pol divja, v kateri si mora vsak posameznik sam izboriti pravico, predvsem z revolverjem v roki. Pri tem glavni junak pogosto prisega na čast in deluje kot nekakšen moderni klativitez ali samuraj, nekdo, ki prijaha v mesto, se ne okloni muham banditov, ki ga imajo v svoj pesti, ali pa je priča zločinom in ker se skorumpirani ali prestrašeni šerif ne zgane, se jim zoperstavi sam. O tem bomo tudi govorili, ker je to motiv, to, kar sem zdaj povedal, večinoma je motiv klasičnega westerna oziroma struktura klasičnega westerna. Pogost motiv je tako revolveraški dvoboj, ponavadi točno poldne, ponavadi sredi glavne ulice mesta, pri katerem se tekmuje v tem, kdo bo prej potegnil revolver izza pasu in ustrelil nasprotnika. Vidva vesta, da to ni niti malo res. Ne? Kaj je to? To se ni nikoli dogajalo. Ja. Ta načeloma ta ideja, da je nekdo se ustavil in kdo bo prej potegnil revolver. Kolikor se spomnim, je Billy the Kid, recimo, ki je najbolj znan revolveraš, samo enega človeka ustrelil od spredaj, vse ostale je ustrelil iz zasede in v hrbet. Ja. Koliko pa, mislim, so bili kakršnikoli stand-offi, kako se potem to drugače odvijalo? Recimo, ne, če gledamo tu, ideja tega izhaja iz teh častnih dvobojev v Angliji in v Evropi v tudi tem času, ne pa še prej nazaj. Domnevam, da ja. Kjer sta pač vzela pištoli, pa šla vsak par korakov na stran, pa se obrnila, pa probala ne zgrešiti. Ja, ampak ti moraš vedeti, da se takrat to počeli z pištolami, ki načeloma, če te je zadela, te je res mogla orang zadeti, da te je ubila. Ne? Večinoma si iz teh dvobojev plemiških izšel živ, ranjen, ampak živ. Zelo malo, med njimi Puškin in takih, je pač imelo to nesrečo, da jih je nekdo zadel ali direkt v glavo ali srce in kamorkoli, ker ta zrna niso bila. Medtem ko ti revolveri, ki pa tle pri westernu govorimo, so pa smrtonosni. Tukaj je pa že tehnologija tako napredovala, da to te je ubilo, če te je zadelo. Razen če te ni gangrena, pol požrla. Ja, ali pa to seveda. Ja. Tako da ja, jaz mislim, da to je čista filmska fikcija in spet, ko bomo videli v naslednji epizodi, jaz sem bil prepričan, da je tega več v klasičnem westernu, teh revolveraških dvobojev, pa se mi zdi, da je potem šele špageti western to zares naredil. No. Ampak se pravim, to bomo še naslednjič. Druga najpogostejša tema je osvajanje divjega zahoda, se pravi priseljevanje belcev v divino, divina zdaj v navednicah, da se razumemo, ki jo je treba pokoriti svojim željam in potrebam na kakršenkoli način, pa tudi seveda divjake, Indijance oziroma staroselce, ni odveč opomniti, da je western pogosto izredno rasističen. Drugi pogosti motivi so gradnja železnice ali telegrafskega sistema sredi divine, rančeri, ki branijo svoje posestvo in družine pred napadi konjskih tatov, banditov ali Indijancev, maščevanje za zločin ali krivico s pregonom in strelskim obračunom, spopad ameriške konjenice z Indijanci, rob banke ali vlaka, ki prevaža zlatokopov ali plače rudarjev, navadno kar z dinamitom, pregon zločinca, ki ga zasleduje bodi si zvezdni šerif, zvezdni šerif je maršal, dobro sem to prevedel. Ja, kar ok. Bodi si lovec na glave, to si moram označiti, ker nekje drugje ima pa vam napisano kar maršal. Prepoznavna je tudi glasba westernov, ki črpa zlasti iz ameriške in mehiške folk glasbe. Western lahko na podžanre razdelimo po glavnih motivih, skratka banditka
prikazuje življenje in nehanje banditov oziroma kriminalcev, ki so v okviru westerna najpogosteje roparji. Šerifka prikazuje boj šerifa s kriminalom oziroma preomenjenimi banditi, naseljenka pa torej usode belih naseljencev, indijanarca ali politično korektne staroselkarca pa se osredotoča predvsem na ameriške staroselce na Divjem zahodu, predvsem v kontrastu z belimi priseljenci. Če jih klasični ameriški western prikazuje kot divjake, kar ni 100% res, jih je treba pregnati z ozemelj, ki so si jih poželeli beli priseljenci, jih pozneje tematizira kot idealizirane in tragične like žrtve pohlepa posameznikov, pa jih moderni ali sodobni western prikazuje predvsem kot žrtve sistemskega genocida. Med pomembnejšimi podžanri ali dvodi je špageti western. Poglejte si klasiki, skratka Iskalci, The Searchers, Divja horda, The Wild Bunch, o obeh bomo govorili, sodobnejši Mojstrovini pleše z volkovi in Neoproščeno, o obeh bomo govorili, priporočamo še serijo Deadwood in sodobni western serijo Šerifova pravica, Justified. Ni oboje stranska poravnava? Oboje stranska poravnava. Ja. Hvala, Igor. Zdaj preden se lotimo zgodovine, da si jaz malo oddahnem in tako bomo mogoče vseeno se vprašali predvsem, kakšni so vajni spomini na western, oziroma imate kakšen odnos do westerna poseben, ali je to zdaj nekaj, kar sta morala na mojo željo, prošnjo, zahtevo, ukaz, karkoli bomo temu rekli, da boste lažje s tem živela, da sta mogla to zdaj še kaj pogledati. Igor, mogoče ti prvi. Prav, ja, western je žanr, s katerim sem preživel dober del otroštva. Moj dedek je ful navdušen nad tem žanrom in zmeraj so se mu smilili Indijanci in mislim, pač človek je zdaj star 101 leto, ampak nikoli ni bil mlad, ne? Odkar pomnim. Ja. In je vedno ga zmotilo pri filmih, da se ljudje pobijajo kar tak in take stvari in je to glasno komentiral, kot pač ljudje njegove generacije počnejo. Tako da smo gledali, ko so bili na televiziji skupaj, pa tega Karla Maja, mi je on priporočal, tudi eno par knjig doma, zdaj sem v knjižnici dobil, tako da mi je bil western pač že od takrat blizu in potem sem tudi odraščal v času, ko sem omenil, je bilo na televiziji Bonanza in kot sem bil mlad, je ena od risank, ki sem jih gledal, bil ta Lone Ranger, ki mi je bil zelo všeč. Tudi serije se še spomnim, ko so nekje imeli rerun s črno-bele. To je tisti, ki ga je pol Johnny Depp upodobil. Ne, Armie Hammer ga je upodobil, Johnny Depp je upodobil Tonta, njegovega indijanskega sidekicka. Kar, ja, kot je rekel, da je bojda nek njegov daljni prednik bil staroselc, kar je trditev, ki si jo je izmislil, obvisli, ker ni nikoli dokazal. Ampak film kljub tem problemom ni slab, tisti Lone Ranger. Ima eno par vredo momentov, ful je predolg, ampak je zanimiv, pa vredo akcije. Tako da to sem, všeč mi je potem tudi zmeraj bil ta neki crossover, kot je tisti Sean Connery na vesoljski ladji. Outland. Outland, ja. Še ena risanka, ki sem jo gledal kot otrok, je bil Major Bravestar, nekaj takega. Okay. In je Space Wild West kombo, podobno kot tele Bebop, ampak ful bolj otročje, pa nonsensical, pa neki roboti samo pa. Ampak ja, pač nekako, da si, to se mi je zdelo zanimivo, da si probamo predstavljati koloniziranje vesolja na podoben način, kot pač so Američani imeli v narekovajih kolonizacijo Divjega zahoda. Tako da to pa tudi zdaj, ko novi westerni pridejo, jih grem zmeraj pogledat in so mi zanimivi. Tudi, ne vem, tista parodija od McFarlana mi je bila lušna, ne vem, če ste videla. Ne, tega pa nisem gledal, moj priznam. Priporočam, ker je pač McFarlanovsko glupa do tega, da se na eni točki izkaže, da on pač seveda govori vse jezike Indijancev,
kar kot razloži, because I'm a giant nerd in nimam prijateljev in sem se pač naučil vseh tujih jezikov tukaj. In je lušno, no. Tako da, ja, western je kul. Okay. Mito, tvoj odnos? Moj odnos je v bistvu tudi preko detka, no, se sformiral, ampak on je bil pa zelo velik John Wayne fan. Ne bo zemlja lahka, v bistvu sta smela mestoma presečišča v smislu morale, filozofije in tako naprej, tudi politike. Tako da v bistvu to je bilo nekako formativno v smislu, da sem moj vstop v žanr, drugo je pa bilo, ne vem, Lucky Luke risanka, Zagor deloma, čeprav sem bil bolj veliki Blake fan, ki ni glih klasičen western, ampak dogaja se na zahodu, no, ki je bolj kolonialistično. On je traper, ja. To je zelo zanimivo, ampak o tem bomo spet v naslednji epizodi govorili, ker sem bral eno knjigo o tem, zakaj recimo so vzeli kavboja in ne traperja, ki je doživel več pustolovščin in bil bolj zanimiv v resnici, bolj živel v stiku z naravo, ampak niso. Ker veliki Black pa je pač ta nek... Ja, mislim, tu bi lahko komot ima mogoče neko temo, ki jo lahko razširimo, ker v bistvu klasičen western ima v bistvu zelo močne modernistične postavke o tem, kako se v bistvu ameriška ekspanzionistična politika v bistvu formira preko medijev in blabla. Ampak to je čist druga zgodba. Zdaj, skratka, to je bil moj vstop noter kot otrok, no, mislim, sam pa me je bolj pritegnil potem bolj ta revizionistični, parodičen žanr oziroma pristop do westerna. Ne. Skratka, Leone, Peckinpah, pa pozneje Costner in Eastwood. To so mi v bistvu bolj zanimivi pristopi do tega žanra. No. Nisem pa nekako pretiran hud fan. Ne hodim redno, tako da vidiva v bistvu, da bi jih iskal tele posebne sodobne enačice, ne vem, kaj sem gledal, ono, 310 Newma, remake, mi ni potegnil, no. Tudi tale serija, ki jo trenutno spremljam, mi je napolno zanimiva, ampak vseeno mi je tale Outer Range, ja, ki je sicer zanimiv crossover, ampak ravno zaradi tega me bolj potegne kot pa čisto klasičen žanr. No. Tako da imam rajši predelave, rajši imam v bistvu malo postmodernistične pristope do tega, tudi parodijo kot Blazing Saddles ali pa. Tako da ja. Kaj pa Coen? Še enkrat, prosim? Brata Coen. Ker se spomnim, da si omenjal Busterja Scruggsa, pa No Country ti je zihar. Ja, vsekakor, pa There Will Be Blood. V bistvu te izpeljanke, ki ni ravno toliko v temu, da en posameznik nekaj naredi, ali pa da se postavi na, tako v, recimo, Stagecoachu, naprimer, ali pa v The Searchers, čeprav The Searchers mi je v bistvu izmed te zlate dobe najbolj zanimiv. So mi v bistvu ti bolj kompleksni liki, ali pa bolj kompleksne teme, ki malo razkrajajo žanr, bolj zanimive. No. Okay. To pa video igre še, ne? Aha, okay. V bistvu Outcast pa Borderlands sta v bistvu ene dve zadevi, ki sem jih prešpilil. Sicer pol nisem imel časa, oziroma sem bil že mogoče malo prestar za Red Dead Redemption, hvala. Ki so tudi zelo pomembni v bistvu člani tega žanra. Ja. Mislim, Red Dead Redemption je zelo podoben GTA, samo na divjem zahodu. In v eni jazbini, ne vem točno kateri, bomo dali pol spodaj cifro, je full o temu posvečenega. Mislim, da prav sneti razpisal in je zelo priporočamo to. Ja. Tako da berte jazbino. Če jim le splaga, ampak ok. Ja, absolutno. Jaz tudi moram reči, jaz sicer nisem western gledal z detkom, ampak z očetom, ki je bil tudi velik John Wayne fan in je pač vzan John Wayne najboljši igralec vseh časov in filmi z njim so najboljši, ampak je imel rad tudi Clint Eastwood in njegove westerne. In jaz sem dejansko večino tega, kar bomo pač zdaj obravnavali letos meseca, sem gledal že kot otrok, čeprav dostih pa nisem. Zelo zanimivo mi je bilo zdaj, ker sem se pripravljal in na klasičen in špageti že vnaprej, sem ugotovil, koliko filmov pa nisem videl in koliko so bili zanimivi in kako zanimivo, da se niso predvajali recimo ti filmi tok, ker definitivno, če je bil western na televiziji, sva ga midva s fotorom gledala in jaz sem prepričan, da če bi to bilo takrat dosegljivo, bi to gledal, ampak očitno nekatere stvari niso bile. Seveda, ko smo se otroci, smo se pogosto igrali Indijancev in Kambojcev, absolutno. Kar je bila metafora za partizane in domobrance. Absolutno, o tem smo skozi razmišljali.
Predvsem sem pa velik fan Karla Maja. Jaz kot otrok sem preživel zelo veliko poleti, tako da sem prebral vse knjige Karla Maja, ki sem jih lahko dobil v knjižnici. Prvič sem jih bral tako zelo random, pol ugotoviš, da pač grejo po vrsti. Vem, da je takrat to Mladinska knjiga zelo slabo izdala, da je pač izdala celo zbirko, ampak znotraj knjige ni bilo napisano, kako grejo knjige po vrsti in si rabo mal raziskovanja, to se še zdaj toliko spomnim. Nekatere so imele prav naslove Vinetu 1, 2, 3, pa Obrijo dela plati, pa tak dalje. Ampak mogo si vedeti, a Obrijo dela plati bereš pred Vinetujem ali pol, zato ker Vinetuj umre, ne? In pol moraš ti brati vnaprej, ker se spozna z njim in tako naprej. Tako da, kakšne take stvari, in pa pri nas smo zelo brali stripe, Zagor in Tex Willer sta bila pač moja najljubša junaka in Tex Willer, v katerem bom tudi več kaj pol mogoče še povedal, je bil pač eden teh junakov, ki mi je odkrival Divji zahod, pri čemer tudi mi je zelo zanimivo in zabavno, o čemer bomo govorili spet pri špageti westernu. Dost teh predstav, ki jih jaz imam o ameriškem divjem zahodu, divjini, izhaja seveda iz špageti westernov, ki so bili posneti v Italiji in Španiji. In mi je zelo zanimivo gledati recimo Fordove westerne, kjer je pokrajina popolnoma drugačna od tega, kar sem jaz vajen. In jaz imam uno bolj za divji zahod kot tole. In mi je vedno tako, moram se nekaj cajta navaditi, da ugotovim, ne, sej, ti so res snemali, to je Monument Valley. Tisti je Španija, ali pa Dolomiti, ali pa nekaj. In to se mi zdi zelo, zelo zabavno, kako ti v resnici percepcijo, pa neke slike, pač film seveda diktira. Ne? In pač jaz sicer nikoli nisem toliko sanjaril o tem, tako kot moj fotor, da bi bil kavbojc, on si je prav želel biti kavbojc, kot otroke tudi paso krave in te stvari, ampak seveda ne. Klobukom in ostrogam in z revolverjem. Ampak in moj en prvih in zadnjih kostumov za pusta je bil, da sem bil kavbojc. To se še... Zadnji? Kdaj je bil pa zadnji? Letos? Ne, jaz se ne maram se oblačiti, tako da mislim, da je bil, da sem pol sam še enkrat. Tuja, pa je to, ne je to legal. Ravno zaradi tega se ne maram, da sem tuja in mi gre to na jetra. Upornik brez maske. Komandant Mark ni tudi deloma western? Tudi komandant Mark je podobno kot Veliki Black, oba sta bolj traperja. Tukaj je pač najbolj western ravno pač Tex Willer, ne, ki je tudi najstarejši Bonelli, namreč Tex Willer izhaja od leta 48. Takrat je šla prva številka. In je tudi njega ustvaril Gianluigi Bonelli, to je šef oziroma direktor, ustanovitelj založbe Bonelli, Sergio Bonelli Editore, ki se danes imenuje po njegovem sinu, Guidi Noliti, seveda je sin Sergio Bonelli, ampak njegov nadimek, ko je pisal Zagora, je bil Guido Nolita, ker pač ni hotel pokazati nepotizma, da je nepo baby. Skratka, in to je... pač prvi italijanski strip in tudi najbolj popularen. Čeprav je na našem prostoru Jugoslavije najbolj popularen Zagor, v svetu ni tako. V svetu je najbolj popularen Tex Willer. Tudi zaradi tega, ker Italijani veliko vnašajo, posebej zdaj, ker sem gledal še druge špageti westerne, Corbuccieve in tako, sem gotovo, koliko je Tex Willer kopija vizualna nekaterih stvari in zaradi tega tudi jaz imam Divji zahod po moj oblikovan tako, kot ga imam, ker tudi iz Teksa in tudi tam so te zasnežene pokrajine. Zdaj, ker sem gledal enega Corbuccija, to je ukradeno, tam še obleke, vsa moda, to je totalno prerisano, skratka iz teh filmov. In pa recimo zanimivo pri Texu Willerju je, da njegovo to veliko številko Texone se imenuje, ki je A4, ustvarjajo tudi veliki tuji pisci, skratka tudi tam sodelujejo, ne vem, Jordi Bennett, Joe Kubert in taki striparji, ne. So tam zraven, zato je to internacionalno prepoznavna znamka in če lahko malo špekuliramo, Bonelli je zadnja leta vrgel kar nekaj denarja v to, da je naredil svoj production studio, ker bi rad bil evropski Marvel. Zdaj s prvim filmom mu ni najbolj ratalo, no, jaz sem ga gledal Dampir. Zgleda tako zelo švoh. No, mislim, veš, da je evropska produkcija, veš, da ni zdaj toliko keša noter, ni toliko za nič, ampak je vseeno zelo slabo. No? In tudi ne razumem njihove odločitve, ker Zagor in Tex Willer, jaz mislim, da bi bila, ali pa Dylan Dog, seveda, bi bili absolutno boljša odločitev glede tega, ampak tako, kot sem rekel, pač Tex je tukaj tisti, ki je najbolj
najbolj zanimiv. Zdaj pa, če gremo hitro zgodovino westerna, pogledamo o tem, kar bomo sicer vse govorili, ampak tukaj se bomo sredotočili predvsem na nastanek westerna, zato ker bomo o naslednjih razvoju in tako naprej govorili v naslednjih epizodah. Predhodnik westernov oziroma pisec proto-westernov je James Fenimore Cooper. To je pisatelj, ki je živel do 1851, glih nekje, ki se je western razmahnil, je pa bil pisec zgodovinskih romanc, gotovo ste slišali za The Last of the Mohicans. To je skratka on napisal 1826. Potem pa so westerni izhajali kot, jaz ne vem, kako to mi slovenščino prevajamo, ampak to so ti penny dreadfuls oziroma dime novels. Skratka, te stvari ful poceni, to, kar smo mi kasneje v trafikah dobivali. Moj fotar je bral Wyatta Earpa, točno tako, kot sem zdaj povedal, tako se napiše, Wyatt Earp. Recimo te stvari. Ogromno je bilo to vrstnih romanov, tudi jaz se spomnim, so Star Trek romani bili isto srbski in pač western pa sci-fi, mislim, da sta bila najbolj priljubljena žanra in to bilo v trafikah in je izgledalo v bistvu na zunaj kot stripi, zelo podobno. Tako, pa ponovadi je bilo v 2 stolpcih tisto izpisano. To je tudi ena taka zanimivost, no mene je to motilo, ko sem bil otrok. Ampak pač to ameriški so pač protoverzija tega. Ne? Takrat je to prvi res taki množično razširjena literatura na ta način. Skratka, so ti Penny Dreadfuls, kar je tudi serija, ki je zelo fina. Kolportažni romani, mislim, da se to imenuje v slovenski literarni teoriji. Drugače potem eden najbolj znanih piscev tudi takih romanov je Pearl Zan Grey. Ne vem, če sta to kaj brala, ko sta bila otroka jezdeci Škrlatne kadulje, je eden najbolj znanih njegovih romanov. To je bilo v svetu knjige, je bil Zan Grey, tako, cela zbirka. Tudi to, in on je pač pisal eden prvih teh, ki je pisal teh o revolveraških dvobojih in tako naprej. Potem pa konec 19. začetku 20. stoletja slikarji Rocky Mountain School, se pravi, začnejo slikati te neke stike belcev z indijanci, to izginjajočo se frontier oziroma mejo, naravno mejo, kot to Američani imenuje. Tudi o tem bomo mogoče še več govorili prej. Drugače pa so pred westerni tudi bili Wild West šovi, skratka, to je en cirkus, prišel si tja, jahali so, skratka, kako se reče, tisto rodeo so se šli, z lasom so ujeli živino in tako naprej. Če smem intervenirati, to se da videti v Poslednji samuraj, Tom Cruise ima na začetku tisti kratek šov, da je to ne? Tako. To je tisto, kar je bil tudi ta najbolj znan, kaj je že Buffalo Bill je potem slovel po tem njegovem šovu, ki ga pol naredil. Najprej si je naredil pač ful veliko ime, kot da je on pač ta. Pa Indijance so imeli v kletkah, to je bilo zelo tipično za te šove. To je zelo v redu tudi v temu Lone Rangerju prikazano, kjer tale Tonto, ki ga igra Johnny Depp, na koncu pristane kot en Indijanec in je v bistvu sužen, ujet tam not kot nek opica. In pol razlaga otroku to štorijo. To je pač framing device celega filma, ampak je zelo tragično noto doda in jo Depp zna odigrati. Takrat je še znal to. Hvala za ta melanholični uvod. Potem pa pride leto 1903, ko je produkcija Thomasa Edisona neveliko oglaševala nov film, ki vas bo razburil, ki vas bo, mislim, da se uporablja prav v reklamah, thrilling, exciting, skratka, veliko ene reklame so vrgli že v to, da prihaja nov film, ki bo popolnoma spremenil način, kako gledaš film, in ta film se imenoval The Great Train Robbery iz 1903, njegov režiser je Edwin S. Porter. Zdaj ta film je zelo pomemben pač tukaj noter, predvsem zaradi tega, ker je združil in to, kar smo omenili, ti dime novels, skratka te romance, in to nek Wild West šove in knjige. Takrat je tudi Owen Wister že napisal The Virginian, ki je pol bila zelo znamenita western serija. Vse to je združil, hkrati je nekaj vzel resničnega, ker 2 leti prej sta Wild Bunch, o katerem bomo tudi govorili, ki sta ga seveda vodila Butch Cassidy in Sundance Kid, so oropali vlak in tukaj imamo skratka
film o tem ropu vlaka. Ta film je prvič v zgodovini tudi uvedel neke pripovedne postopke, kot so, jaz ne vem, zdaj sem to precej iskal, kako se to po slovenščini imenuje, tako da bosta mi Mito in Igor pomagala. Dissolve je uporaba, se pravi to raztapljanje, ko gre ena scena v drugo. Preliv, ja, hvala. Preliv, ko se počasi prelije v drugo. Veliko je uporabljal tudi pen, se pravi to kamera, ko gleda levo in desno, pa se premika po prostoru. Potem cross-cutting, to je prvi film, ki je uporabil tako, ki je skratka prikazuje dva dogodka v različnih prostorih, ampak ker skače med njima, ti se zavedaš, da potekata istočasno. Skratka, mislim, da ti ropari grejo na vlak in dogajanje na vlaku nekako se meša. Stop action je uporabil, skratka, to je pa kot stop motion, skratka, uporaba je zato, da je neki predmeti, ki se premikajo kot da svojo voljo. Animacija na nek način, ja. Hvala, Mito. In druge, skratka, nekateri gledalci, ki so pa gledali tudi specialno verzijo, je pa bila tudi ročno kolorirana. To, če prav razumem, so skratka barvali filmski trak. Ne? Ja, to direktno negativno. Tako, in tam je bil, ženske so imele skratka, neke plesalke so noter imajo rumene ali pa rdeče obleke, nek dim je, mislim, da pink barve in potem različni streli, te dimi iz pištole so imeli tudi različne barve. Ja, to je Méliès že delo. Tako. Skratka, to ni bilo dosti po Mélièsu. Ja, to je skoraj tam. Predvsem pa je ta film zelo bil znan po tem šoku, ki ga prinese konec, ko se skratka po tem streljanju, ko dobri Američani, navadni ljudje, skratka naredijo posi in grejo uloviti to The Wild Bunch in jih postrelijo, se na koncu eden ta divji revolveraš, pripadnik Wild Buncha, obrne direktno v kamero, dvigne pištolo in začne streljati direktno v kamero. In to je pač takrat občinstvo čist, tako kot prihod vlaka in te zgodbe smo slišali, ne? In tudi občinstvo tu sklikalo, kričalo, se skrivalo pod stoli in tako naprej. In pravijo, da je to skratka ta prizor tega revolveraša. Sej, če vam ga pokažem, ste ga videli gotovo že kadarkoli. Ne vem, kaj mislim. Je pa v Goodfellas. Ja, je seveda navdih za Goodfellas in za James Bond, to tipično sekvenco njegovega streljanja v kamero. In pa to tisto, kar je zanimivo in kar so zdaj interpretacije tega filma, če smo že toliko pri tem, da na naslednji epizodi ne bom zgubljal cajta za to, je zelo zanimiva ta dihotomija, ki se kaže skozi v westernu. Skratka, tukaj jezdeci na konjih ustavijo vlak je seveda simbol moderne Amerike, jezdeci na konjih divje Amerike, oropajo vlak, ampak potem morajo navadni Američani, skratka, tudi oni zajahati konje, da jih grejo in jih ustavijo, čeprav jih ustavijo seveda z revolverji, ki so spet napredek. Tako da ta dihotomija med tem, da je nekaj divjega v kavbojih, v divjem zahodu, hkrati pa prihod moderne tehnologije, nekako vplivala na ta trenutek Amerike, ki je trenutek modernizma. To je trenutek, ko začnejo moderna tehnologija, s pomočjo moderne tehnologije osvajati svet in ta neko prepopulacijo mest ameriških, novo priseljevanje, veste, da so takrat imeli zelo grozen odnos do Ircev in Italijanov, to se je začelo že v tem času. Skratka, vse te neke strahove ta film sjajno ujel in je postal velika komercialna uspešnica. Skratka, prikazovali so ga skoraj posod in iz tega je potem western. Seveda moramo vedeti, da je to bil tudi en prvih narativnih filmov, ki je tudi prikazoval, ne vem, se pravi rob vlaka, streljanje, eksplozije. Skratka, prvi pravi taki akcijski film, ki je zelo posrkal občinstvo in potem so skratka začeli vsi delati bolj ali manj westerne, skratka D.W. Griffith je delal svoje filme, Cecil B. DeMille in oba recimo ta, ne vem, The Squaw Man. To so pa zdaj filmi, ki res uvajajo zelo rasistične prikaze. Ja, od teh dveh ni kaj več pričakovati. Ne, gotovo ne, saj vemo za Griffitha, ki je posnel Birth of a Nation. Tako, to sem po nemško povedal, ampak ja. Ker to bi bilo ful boljše. Rojstvo naroda in western tako postane eden glavnih žanrov v času nemega filma, to je tam do 29.
Potem western mal zamre, ker prihajajo tudi evropske produkcije grozljivk, nemški ekspresionizem in tako naprej, ampak potem se zmagoslavno vrne z Johnom Fordom leta 1939 že in njegovo poštno kočijo. Potem je western od leta 1945 do 1965 približno četrtina vseh filmov, ki jih studiji ameriški naredijo, je westernov. In pospešek mu seveda data izum barvnega filma in jaz sem to imenoval širokokotna kamera, ne vem, kako bi to... Ja, rečemo temu tako. Ja, skratka... Mislim, da kako bi pa drugače temu rekli. Ne vem. Mislim, začeli so uporabljati anamorfne postopke, no, pa tudi VistaVision se imel, Panavision se takrat začel uvajati ravno zato, da lahko zajameš na isti trak, ki je isto širok, širše kote, tako da nič ni narobe s tem izrazom. Ja, pa definitivno mislim, western je tukaj, treba jasno povedati, zelo zanimiv žanr tudi zaradi tega, ker je dostkrat bil snemanega zunaj, se pravi, to so res za razliko od, recimo, ker prej omenjeni The Squawman 1914 je celo eden prvih filmov, ki je res posnetik že v Hollywoodu, se pravi tam v tistem območju Kalifornije oziroma LA, ne, ali kje je Hollywood? Ja, LA. Ja. Skratka, točno prav tam in takrat začnejo studiji seveda dosti snemati znotar, studio se pač dobesedno naredijo se studiji, naredijo se ta mesta, ampak recimo posebej western je bil še dosti sneman zunaj in zaradi tega seveda veljal tudi za drago produkcijo, ker so ga zunaj delali, ampak kot sem rekel, je bil zelo dobičkonosen, potem pa v 60-ih prevzame mesto filmu v kinu, skratka televizija, kar se že razmahne seveda televizija in film bolj ali manj studio pustijo western, se pa takrat seveda odpre prostor za westerne z Evrope, zlasti italijansko-španske produkcije, tako imenovani špageti westerni, v 60-ih pa 70-ih pa po propadu studijskega sistema, se pravi v nekem novem Hollywoodu začne snemati revizionistične oziroma, kako bi temu rekli, westerne, ki seveda malo predelajo klasično postmoderno, bomo že rekli, ja, lahko westerne. In western je potem dolgo veljal za mrtvega oziroma sploh za žanr, ki se je končal z nekimi občasnimi zombijevskimi izbruhi na začetku ali pa koncu vsake nove dekade, tako dobimo Pleše z volkovi, enega najbolj uspešnih westernov, tudi potem, ker je pobral ogromno Oskarjev in neoproščeno, mislim, da je tudi ta dobil kar nekaj Oskarjev, potem konec 2000-ih, začetkih 2020-ih pa dobimo recimo tudi številne predelave klasik, Free Ten to Yuma, True Grit in pa letos je western znova poskušal zagnati, skratka zdaj že kultni Kevin Costner, ki nam je dal Pleše z volkovi, tokrat nam skuša dati projekt Horizon, pa ga noben noče, ampak tudi o tem filmu bomo kaj povedali, po moje, v zadnjem. Ja, ampak ne pozabi, on ima kar nekaj uspeha z Yellowstonom. Ne? Yellowstone, tako. To je najbolj gledana serija, mislim, da snemana, igrana serija v ZDA. Pa to so 3 iteracije zdaj že, ne? Ja. Poleg Yellowstone, kjer on igra, je še tista starejša z Harrisonom Fordom, pa še ena, je tudi ne gledam. Vse 3 uspešno ignoriramo. Ne, mislim, da so zelo v redu. Koliko vem, je dosti podobno Successionu, recimo na nek način in pač zelo so hvali ljudje in tudi scenarist in showrunner teh zadev, ki sicer mislim, da ni čisto v redu človek, je pa naredil, ne vem, scenarij za Sicarijo med drugim in en kup dosti v redu filmov režiral in ima zelo dober občutek za dramatiko in Ja, seveda, da ne pozabim vmes, v 50-ih seveda ne smemo pozabiti, so bile tudi radijske igre, zelo popularne v Ameriki. In tudi ta Gunsmoke serija, ki je bila pozneje tudi televizijska serija, najprej se začela kot radijska igra, potem imamo, ne vem, Rawhide, Bonanza, ki jo je Igor omenil, to je tudi moj Ataful gledal, to pa jaz priznam, da nikoli nisem, malo mi je bila preveč melodramatična. Mislim, da je bila taka žajfnica, ampak na Divjem zahodu, pa The Virginian v zadnjih pač med sodobnimi pa je Deadwood, mislim, da je eno najbolj popularen, ki je tudi malo tako revizionistični, kot sem bral. Res pa ga nikoli nisem gledal, tole bom mogoče malo pogledal, preden bomo končali ta mesec westerna, ampak pogledal ga gotovo ne bom, čeprav toliko dolg ni, mislim, da mene 3 ali 4 sezone samo. Ne? Ja, pa film potem. Tako.
Skratka, ja, to je neka taka zgodovina westerna. Skratka, v naslednji epizodi se bomo najprej lotili zlate dobe westerna, potem bomo delali špageti western, potem bomo delali revizionističnega oziroma novo hollywoodskega, potem western tam 90-ih, 2000-ih bomo še videli, da bosta to 2 epizode ali samo ena, in pa za konec bomo delali crossover žanre, skratka za tiste, ki pa so vas danes, ki sta vas Igor pa Mito pominjala na vesoljske westerne. Če vas je to kaj zintrigiralo, potem poslušajte posebej zadnjo epizodo. Drugače pa seveda ne smemo pozabiti, da je tudi, zdaj sem hotel reči Luke Skywalker, ampak ne Luke Skywalker, ampak tisti, ki si je izmislil Luka Skywalkerja, Lukas, ja, hvala. On je seveda rekel, da je pač skratka naredil Star Wars, zato ker je western nehal biti popularen in je on hotel narediti skratka western v vesolju na nek način. Drugač, preden pa začnemo z vsemi drugimi epizodami, kaj je za vaju ultimativni western? Kateri western, recimo, da zdaj tisti, ki ne bojo šli gledati western, pa nas bojo samo poslušali, kateri western je za vaju najboljši western vseh časov? Unforgiven. Sprve, ni tebi je takoj tisti, ki je zanikal western in ga ubil, dokonč še enkrat. Ja. Unforgiven, ok. Ne, mislim, dekonstrukcija samega žanra je zelo na površju, nič Clint Eastwood ne skriva, hkrati je pa v bistvu zelo avtorski film, nekaj, kar v bistvu gre je linija, dekonstrukcija njegovega lika, njega kot režiserja, dekonstrukcija žanra in je v bistvu taka celostna umetnina meno. Odlično posneta, odigrana, glasba, ni da ni in na koncu v bistvu, jaz mislim, da sem ga v kino gledal, no? Oziroma ne, dvomim 92, da sem jaz to v kino gledal. Nas so v šoli peljali gledati to v kino, jaz sem bil prvi letnik srednje šole in film je dobil vse Oskarje in so nas peljali to gledati. Ja, poglejte si, kako je western umrl. Nekaj, kar smo mogoče tle preskočili v smislu žanra, celostnega žanra, če ga gledamo zdaj po tej zgodovini, ki si jo ti tle načrtal, je nekaj podobno z science fictionom, ki jo ima, je, da ta žanr zelo dobro nagovarja družbo, v kateri je nastal dotični izdelek. Da v bistvu zlata doba, ki je nastala z Fordom, naprimer, se imenuje zlata doba zato, ker je prej v bistvu imel že nek vrhunec, ki je padel malo, mogoče jaz niti ne bi rekel zaradi evropske produkcije B-filmov oziroma horror filmov, kakorkoli, ampak mogoče zaradi gospodarske krize. Pa v bistvu mogoče tudi B-produkcije, ki so jo Studio furali, koliko razumem, je v bistvu Studio furo torej prestižno produkcijo, na istih setih pa potem kao za reveže furo še malo morja enih ostalih filmov, ki so jim potem promovirali, kao tle imaš pa še na hitr neki. Oziroma TV serije. Potem pa veš, greš skozi zgodovino v 50-ih, pa 60-ih, 70-ih, ti filmi non-stop nekako nagovorijo, predvsem mogoče najboljše ameriško gledalstvo. Kako se njihova družba obnaša, kako jo berejo, pa kako v bistvu Amerika sama nastopa v svetu. Mogoče tu Sergio Leone še ima kaj za pripomniti, ali pa Kurosawa, ali pa recimo zanimivo, kakšen avstralski primerek. Tudi, ja. Tako da v tem smislu se mi zdi zelo podoben science fictionu, ki vedno nekako govori za nazaj, kao ste leče za nazaj, kakšna bi naj družba bila, ali pa je komentar zelo direkten. Tako da to mi je zelo zanimivo, da se v bistvu ta dva žanra zelo direktno ukvarjata s tem. Bolj kot bi rekel komedijam, naprimer. Tako. Definitivno gre tukaj za ustvarjanje ameriškega mita, oziroma western skuša razumeti in postaviti ameriško družbo, dati nek svoj karakter. In mislim, da bomo o tem veliko govorili v naslednji epizodi, skratka o ameriškem karakterju, o njihovi politiki. Igor, mogoče še seveda tudi ti, kaj pa je tvoj najljubši western? Zanimivo, meni so bili ful všeč tele bolj komični ali pa musicali, 7 bratov za 7 nevest za 7 bratov. Tist je fun. Pol kasneje, ko sem razmišljal o tem, si mi je zdelo, ampak oni so ugrabili 7 žensk. In pol sem šel še enkrat pogledati film par let nazaj in sem ugotovil, da je to presenetljivo non-rapi izvedeno. Ki v bistvu oni ugrabijo 7 žensk, ampak pol je teh 7 žensk glavnih. In je zelo zanimivo, kako je ta zgodba narejena in tudi zelo lepo paše, ko vsake toliko začnejo pet. In
take stvari so mi bile kul, ali pa Calamity Jane, ali pa kaj, ampak pač basically pa ne morem ne reči Good, Bad, Ugly, ker je kot celotno filmsko delo, kot Gesamtkunstwerk. Je kar popoln. Mislim, da je eden najboljših filmov nasploh. Dolg je 3 ure pa pol, ampak ti res nimaš nikoli občutka, to se pa vleče, ampak samo wow. Kako dobro je glasba uporabljena, kako dobro je kamera, close-upi, zgodbe, ki jih ima zapovedati, ker tam je full različnih štorinot, ki niso samo o divjem zahodu, ampak tudi veliko o Evropi in vojnah, ki smo jih skozi dali, in hladni vojni, ki se še takrat toče, in terorističnih napadih, ki so bili, vse te stvari so notne. In to je res, res mojstersko narejen film. No. Ok, super. Ja, pa tvoj? Jaz bi se, mogoče bom ta odgovor še moderiral v naslednjih epizodah, ampak do nedavnega, preden sem se lotil raziskovanja westerna, mi je bil moj najljubši, ali težko bi se odločil med to, kar je zdaj Igor povedal, The Good, The Bad and The Ugly, ali pa bilo je nekoč Na divjem zahodu. Tam je pač mojsterski začetek. To je pač eden mojih najljubših filmov, potem kako se začne tisto čakanje na Brosnana, Charles Bronson. Brosnan Pierce, ampak Bronson. Na Bronsona na železniški postaji, tisti prizori, skratka, ampak zdaj, ko sem gledal veliko teh westernov, posebej teh klasičnih, ki sem jih skoraj pač vse pogledal, ker sem jih dal, da jih gledamo, imam tukaj kar nekaj novih favoritov. Predvsem sem se recimo spomnil zdaj, v katerem bom veliko govoril v naslednji epizodi, Shane-a, ki sva ga s fotorom gledala Mulc, ki sem ga zdaj seveda čist drugače razumel, kot sem ga razumel kot otrok. Jaz sem ga tudi včeraj pogledal. In predvsem je zanimivo to, o čemer bomo spet govorili v naslednji epizodi, kako ta ideja, da je western rabil revizijo, je mal zabavna, zato ker western ves čas ima tendence istočasno destruktivne sami zasnove, in to se mi zdi super pri tem žanru. In mogoče bi kdaj tudi ZF, ki si ga prej omenil, pa kakšen drug žanr rabo mal tega, mal zavedanja lastne končnosti, lastnih notranjih napetosti, in se mi zdi, da to je pri westernu pa res super. No, tak film torej? Shane? Ne, bilo je nekoč na zahodu. Ja, recimo, da vseeno, moram ga še enkrat zdaj pogledati, nisem še prišel, da bilo je nekoč na zahodu. Zdaj sem gledal druge, predvsem sem gledal Korbučeve filme, zato ker tega pa res nikoli nisem gledal. Pa mogoče bi še omenil, kot mulj smo ful radi gledali filme z Terencem Hillom in Bud Spencerom. In tudi tam je kar nekaj westernov. No? Tudi Terence Hill je eden prvih, ki igra Lucky Luka, skratka v eni tej produkciji. Srečni Luka je tudi eden absolutno teh stripov, ki sem jih jaz požiral, ko sem bil mulj, kot se je. Kako je že hitrejši od svoje lastne sence? Tako, on je hitrejši od svoje lastne sence. In bori se proti bratom Dalton. Točno, kaj en višji od drugega. Tako, postavijo se vrsto, se kot štenge. Preden zaključimo in preden gremo na naslednjo epizodo, boste poslušali, ker bo danes je Double Bill, skratka. Tudi dali bomo ven prvi dve istočasno. Nisi pogledal dobro razporeda mojega, vidim, Igor. Hotel sem povedati še to, da sem iz knjige Podcast about fastest drawing podcast. Willa Wrighta, Six Guns and Society. Jaz bom te svojo literaturo dal vam na koncu, bo spodaj pod temi, skratka pod našimi epizodami. Skratka bom še povedal klasično zasnovo westerna, ker bo pomembna za naslednjo epizodo. Prva točka je, junak pride v družbeno skupino, ki je ponavadi, so to družine in starejši ljudje, ki živijo nek pač normalno vsakdanje življenje. Ta junak je ponavadi neznan tej družbi, skratka, zelo pogosto niti nima imena, ali pa ima samo vzdevek, ali pa se o njegovi preteklosti samo nekaj govori. Bil je, ne vem, revolveraš, ne vem, skratka ne vejo. Pokaže se zelo hitro, da ta junak ima eno zelo izstopajočo lastnost, zelo ponavadi je to, da je zelo odličen strelec, skratka, to pokaže bodi si na kovancih, jabolkih, kartah, kakorkoli. Družba skratka prepozna razliko med sabo in tem junakom in junak ima poseben status. Ponudijo mu ponavadi vlogo šerifa
ali pa nekega vodje, ki jo ponavadi junak zavrne. Ampak družba ne sprejme tega junaka povsem. Skratka, zavedajo se te razlike in ni še del njihove družbe. Obstaja nek konflikt med družbo in zločinci. 7. točka je, zločinci so močnejši od družbe, družba je, skratka, ta skupnost je, ne družba, skupnost je šibka. Obstaja zelo pogosto je tudi, da obstaja neka prijateljstvo ali pa nek spoštljiv odnos med junakom in glavnim zločincem. Ta zločinec seveda grozi tej družbi, junak se zelo ponavadi skuša izogniti konfliktu najprej, ampak potem zločinec zelo ponavadi ogrozi ali to družbo, ali pa samo enega prijatelja od tega junaka. Ali pa romantični interes. In junak se spopade z zločincem. 13. točka je, junak premaga zločinca. 14. točka je, ta družba je spet varna. 15. točka je, zdaj družba sprejme junaka, ponavadi se to pokaže tako, da nenadoma vso mesto pridre na ulico in ga obkrožijo in judskajo, tako kot je Igor veselo za judsko v vodo te epizode, jipika-jej in vse te stvari, skratka. In potem, ampak potem junak izgubi ta poseben status, bodi si odide sam, odjaha v sončni zahod, bodi si včasih tudi seveda umre, včasih pa samo pač odloži ta status in se prelevi, odloži pištole in postane pač eden od te skupnosti, ampak ta je zelo redek. Pozabil si še en primer, da se odpelje z limuzino v sončni zahod kot v Blazing Saddles. Tako, lahko se pa tudi odpelje z limuzino. Skratka, to je zasnova klasičnega westerna, o tem bomo govorili v naslednji epizodi, ker ti to, drage dame in gospodje, dragi kavboji in kavbojke. Hvala, kavbojke. Leviske. To je bila že naša 193. epizoda, -6. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vse žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, John Wayne Gegić, Igor Kevin Costner Harp in Aljoša Clint Eastwood. Hvala. Kar vzel si se, kar nekaj. Tole epizodo smo posneli pri Igorju doma v Šiški, ker Šiška rula Ljubljani, Ljubljana pa svetu. Hvala za gostoljubje, Igor. Mimogrede je dober spam. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nanj preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljate platformo Apparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če ste celo življenje sanjali o tem, da ste kavboj, potem boste svojo srčno željo najlažje uresničili tako, da naslednjič kandidirate na lokalnih volitvah vaše občine, za župana pa boste šerif. That'll be the day. Za več političnih nasvetov in insiderskih namigov poslušajte še naprej vaš podcastobot, na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast.com, obot brez pikic mes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajcere, prikolice, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, posnetke vaših rodeo nastopov, predloge, kaj bi z vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 193. epizoda, prva uvodna epizoda meseca westerna. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda je že zunaj. Saj ste danes za eno karto dobili 2 epizodi, prepustite se torej nadaljevanju in poglobitvi našega raziskovanja westerna. V drugi epizodi se namreč lotimo klasične dobe westerna, ko je western vladal vsem. Hvala vam za vašo pozornost. Jeha! Ne bom.